Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o naslednji športni prireditvi, ki bo potekala v občini Idrija, in sicer je to HG Trail. Zato v današnjem pogovoru gostimo direktorja zavoda HG, Jureta Gantarja. Prav lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam. Torej, v petek 20. in soboto 21. avgusta nas čaka tretja izvedba HG Traila, pa me zanima, kako potekajo priprave na samo prireditev. Ja, zdaj omenili ste tukaj 2 dni, to je 20. pa 21. Tukaj treba poudariti, da je 20. avgusta je v planu izvedba, prva izvedba vertikala. To je nekako nek gorski šprint, nekaj v tem stilu, s ciljem na vrh Kobalovih planin. 21. pa v soboto je pa tretja izvedba našega HG Traila. Vse poteka po planu, brez kakšnih večjih problemov, tako da upamo na najboljše. Omenili ste glavno novost letošnje izvedbe, in sicer petkov vzpon na Kobalove planine, tako imenovan vertikal. Pa mi povejte par besed več o tem. Tem tekmovanju, ja, to je pač prvič organiziramo ta vertikal, kot sem že rekel. Sama proga je kratka, strma, štart na Mestnem trgu. Potegnili smo jo kar se da naravnost na vrh Kobalovih planin. Samo tekmovanje je tudi umeščeno v pokal primorskih gorskih tekov. Pripravili smo pa traso za odrasle, s ciljem na vrhu Kobalovih, in pa za najmlajše, s ciljem pri Podobniku, pri Kulturistični komitiji Podobnik. Štartali bomo bolj v popoldanskih urah, se pravi, otroci štartajo 6. ura, odrasli pa ob 7. zvečer. Tako da upam, da bojo po hladu imeli razmere. Bo center dogajanja, tako kot v preteklih letih, tudi letos na Mestnem trgu? Ja, štart je na Mestnem trgu, cilj, kot sem že povedal, sama razglasitev pa zopet na Mestnem trgu. Mestni trg je tista osrednja točka prireditve. Glede na prijave, ki prihajajo, pa koliko znam, so tudi možne še na sam dan tekmovanja, kakšen čas vzpona se lahko pričakuje teh najhitrejših tekmovalcev? Težko, ampak jaz zdaj to napovem, ampak mislim, da bo tam malo čez 20 minut zna biti prvi že na vrh Kobalovih, tisti najhitrejši. Vem, bomo vedeli, pustimo se presenetiti, glede na to, da imamo prijavljene, bomo rekli, vse najboljše gorske tekače, kar jih je zdaj v Sloveniji. Lahko pa se prijavijo tudi ostali, ki si to še želijo. Kje, kdaj lahko storijo zadnjo prijavo? Zadnja prijava je možna na dan prireditve, to je v petek popoldan od 4:30 dalje naprej, na samem temu štartnem cilju, se pravi na Mestnem trgu. Naj se ne ustrašijo, tudi ostali redni obiskovalci Kobalovih planin. Vsak štarta v svojemu tempu, v svojemu ritmu, ne glede na to, da bo eni gor že v 20 minutah. Ni nobena ovira, da je nekdo rezal žitk po 40, 45 ali pa tudi v 1 uri gor. To je pač družabna zadeva. Omenili ste tudi prireditev za najmlajše, torej za otroke. Tudi to je novost, da lahko otroci prvič sodelujejo na HG Trailu, na prireditvi HG Trail. Ja, je novost. Tukaj smo tudi ni bilo tako lahko odločitev, kje pa kako speljati za najmlajše vertikal, ker vemo, da to ni nek tek po ravnin, je zahtevna zadeva. Tako da tudi vsem staršem, ki prijavijo svoje otroke, in povemo, da je zaželeno, da gre z otroki skupaj, ker otroci vemo, eni se zažene brez predsodkov, različno je. Fajn je, če so starši pri najmlajših zraven, tako da malo kontrolirajo ta zadeva. Tako da jaz upam, da bo tudi to uspelo. Seveda pa glavno dogajanje bo potekalo v soboto, trail tekmovanje, ponovno 3 razdalje. Kako pa na trailu kaže s prijavami? Ja, pozna se, da je v letošnjem letu kljub tem razmeram
da je nekaj trailov več organiziranih, da se organizirajo, da so izvedbe posameznih teh trailov. Še vedno se pozna, da je okrnjena udeležba tujcev, jih je bilo več v prvi izvedbi, ampak ne glede, se približujemo tistemu številu iz lanskega leta, se pravi, ko jih je bilo nekaj čez 200, mislim, da jih je bilo lani sicer 200, okoli 280, zdaj trenutno jih imamo 206 prijavljenih, ampak bomo vedeli, glede na to, da so še prijave odprte. Razdalje pa ostajajo iste, 14, 27 in 50 kilometrov, s tem, da srednja razdalja letos točkuje tudi za državno prvenstvo v kategoriji nad 35 let, drži? Ja, na tej srednji razdalji, to je 27 km, bo istočasno poteka tudi prvenstvo Slovenije v kratkem trailu. To je uradni naziv te prireditve. Zdaj tukaj moram poudariti, da niso vsi avtomatično uvrščeni v to prvenstvo Slovenije. Pravico nastopa na tem delu tekmovanja, v tem delu tekmovanja imajo samo člani tistih klubov, ki so člani Atletske zveze. Se pravi, ker je tudi ta sama prvenstvo Slovenije pod okriljem Atletske zveze. Je pa med temi prijavljenimi, ki so že oddali prijave, mogoče kakšno znano ime, ki bi tudi potrdilo vedno večjo veljavo vašega tekmovanja? Ja, tukaj je ta Miro Cvet, to vsem poznan, pa ena izmed najboljših gorskih tekačic v svetovnem merilu, Mojca Koligar. Mislim, da to sta res dva taka imena, ki nekaj pomenita v tekaškem svetu, v trailaškem svetu. Tako da je nam prav veselje, da se bosta prišla in udeležila naše prireditve. Torej lahko pričakujemo tudi nove rekorde premaganih razdalj? Mislim, da ja. Kaj bo sicer na voljo ljubiteljem športa, da si ogledajo v soboto, kje lahko spremljajo tekmovalce? Zdaj sam prireditveni prostor bo urejen razmeram primerno, se pravi bo ograjen, zagrajeno. Tekmovalci bojo v nekem mehurčku, kot se temu reče. To je, se pravi, prostor štarta, cilja in razglasitve. Seveda vse ostalo je pa prosto odprto kot 15 na tržnici, bo rekla. Tukaj bi lahko še poudaril še eno novost te prireditve letos, in sicer bo rekla otroški vrtec za otroke vseh udeležencev traila. Bojo lahko oddali svoje otroke v varstvo. Vse informacije so dostopne na naši spletni strani, tako da se ne bi kaj spuščala, pa kaj preveč zagovorila, kak in kaj. Tam dobijo vse informacije, to je ena taka novost. Drugače pa, ja, kot sem rekel. Zaradi same prireditve bo tudi nekaj zapor cest potrebnih. Najbrž tudi te informacije lahko dobijo vsi, ki jih to zanima, na spletni strani. Kakšen je naslov te spletne strani? Je hg-trail.si, to je to. Ali pa če se že samo piše v sam iskalnik HG Trail, vas vrže na našo spletno stran, tam so vse te potrebne informacije o razdaljah, o posameznem tekmovanju, o otroškem vrtcu in tako naprej. Sicer pa to tekmovanje ni edino športna prireditev, katero vaš zavod organizira. Ja, to je res. Takoj po izvedbi HG Traila nas čaka v mesecu oktobru, to je predstavljen termin, še tek v belo. Tudi tistega zdaj ponovno organizira HG Zavod za šport. Upamo, da bo to možno, glede na razmere. Za organizacijo takih prireditev je potrebno verjetno tudi zadostno število ljudi. Kako to zagotavljate? Ja, tukaj pa moram reči, da smo bili zelo pozitivno presenečeni, kakšen je bil odziv, ko smo dali ven objavo že prvo leto, da se išče prostovoljce za izvedbo traila. Odziv je bil res nad pričakovanji, ravno tako pri drugi izvedbi in isto zdaj pri tretji izvedbi. Sodelujejo številni izvajalci, lokalni prebivalci, recimo v gori dole, pokrijejo praktično vse lokalci.
in društva razno pristopijo k sodelovanju posamezniki, res in brez njih take prireditve ni možno speljati, nikakor ne. Sam verjamem, da tudi vi, da se bo to dogajalo tudi v prihodnje. Upam, verjamem. Glede na klimo, ki je zdaj, na to, kakšne zahnanosti pri vseh videti, ne samo pri prostovoljcih ob sami prog, ampak tudi pri lokalnem prebivalstvu, ne, pač se moramo le vprašati posamezne, bomo rekli, lastnike zemljišč, ki mu tečeš dobesedno mimo vrat, ti dovoli, ti ne dovoli. Zelo pozitivno sprejeto in jaz verjamem, da bo to se razvijalo še naprej. Ne samo, da bo obstalo na tem nivoju, ampak da se bo razvijalo še naprej. Upam, da se bo to tudi dejansko uresničilo. Želim vam uspešno izvedbo tekmovanja in pa čim več uspehov tudi pri ostalih organizacijah. Ja, hvala vam in hvala za povabilo v vašo hišo. Vam, spoštovani gledalci, pa le še povabilo, da se ali prijavite na samo tekmovanje ali pa pridete podpreti tekmovalce ob samo traso in pa seveda vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.